Sicer so pa osrednji gostje našega večera 4 različni instrumenti istega orkestra poezije, 4 mušketirji, 4 akademiki in predvsem to, kar so najrajši, 4 pesniki. In sicer Kaja Tanković, Ciril Zlobec, Janez Menart in Tone Pavčak. To srečanje bi lahko poimenovali tudi z izrekom prve ne pozabiš nikoli. Kajti natančno pred 50 leti je izšla prva njihova knjiga, ki je bila tudi skupna, Pesmi 4, pri Slovenskem knjižnem zavodu v nakladi 1500 izvodov. Potem so se zgodili še 5 ponatisov in prav nazadnje pri Cankarjevi založbi pred kratkim. Bila je zelo toplo sprejeta pri kritikih in pri bralcih, kar kaže na to, kar je še bolj zanimivo, da njihove prve tudi drugi niso pozabili nikoli. V Pesmih 4 pesniki niso razvrščeni niti po abecedi, niti po starosti, ampak po naključju. In tega naključnega vrstnega reda so se vedno držali tudi ob svojih skupnih nastopih. Slišala pa sem, da so poskusili že drugače, da bi ta kozmični red stvari postavili na glavo, pa ni bilo v redu. Zato bomo danes po istem vrstnem redu in sicer vsak bo prebral svoje 3 pesmi, prvo iz knjige Pesmi 4, potem pa iz svojega kakšnega drugega obsežnega opusa. In tako kot v knjigi tudi zdaj prvi, kot so mu rekli, kot ledolomilec, Kaja Tanković. Na mikrofon nisem ravno navajen in zdaj lepo, da to gospa Nela drži. Bilo bi čudno, če ne bi začel s tisto pesmijo, s katero smo zmeraj začenjali naše literarne večere, to se pravi s prvo pesmijo iz zbirke Pesmi 4, Bela pravljica. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Bog ve, kdo je šel pred mano, Bog ve, kdo za mano gre. Vse poti so večno stare, vse gredo nasproti smrti. Vsem je na začetku rojstvo, vsak korak je večno nov. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Ena izmed njih je moja, na njo pada sneg. Predniki, prostor, zadimljena kuhinja, čas, vsi sveti. Ena od zgodnjih vojskinih zim, tako jih vidim za mizo sedeti, v sanjah jih 100-krat ponovim. Zgodbe iz starega časa se stavljajo, v tesnem prostoru vrejo kot mošt. Bog ve, koga oni v sanjah ponavljajo, kadar so sami in daleč proč. Hitro gorijo stenji in leta, zunaj je severni veter in led. Kje je temno srce očeta, ki nas je prvi rodil na svet? Ki smo vanj bili položeni kot mirne zvezde v prihodnji čas, kjer so shranjeni, nerojeni, ki bodo v sanjah ponavljali nas. In tretja, Živago. Berem pesmi Jurija Živaga, zunaj v megli sivi zimski dan. Kdo besede v usta mi polaga? Šel v bordel bi ali v samostan? Ljubim svet, to krhko imovino. Prebedel Gecemanski sem vrt, oče, ki si dal mi bolečino, daj mi, če mogoče, lepo smrt.
Dolgo sem v Jeruzalemu blodil, dosti vrčev sem izpil do dna, ni pravica moja, da bi sodil. Oče, tvoja volja naj velja. Izgubljenim v oknu sije sveča. V knjigi čaka nova, bela stran, rima zadnje pesmi, naj bo sreča, ker na koncu vseh stvari je dan. Lahko ostanem, ker nikoli v življenju še nisem bral CD, pa kaj se ne morem. Prva pesem je zelo kratka, zelo neprimerna za današnjo dvorano, namreč je nagovor neprijaznemu občinstvu. Bila je napisana seveda leta 51, 52, in sicer namenjena je tistim, ki ne marajo poezije, ki niso marali, ker mnogo jih ni več, in seveda še manj pesnikov. Vi pa očitno ste popolnoma druga publika, ampak ne bo. In ne bi verjeli, da to je edina pesem, ki v svojem življenju jo bom poskušal na pamet povedati. Če bo uspelo, bo uspelo. Če ne bo žena me hitro dala knjigo, da bom prebral naprej. In me obsojate, ker nisem tak kot vi. Ker sem otrok, ki mu v temi, če pademo v kresnica v dlan, v strah kopni, ker misli, da je dan. Ste kdaj že šli po letnem soncu prek poljane, ko zdi se, da narava spi, ko travna bilka hrastov listic se ne zgane, a topol šelesti, ujel je sapo, ki je ni. In to ste zaradi moje memoriranja, si sem naredil 2 majhni napaki vmes. Pavček je rekel, sej v enem intervjuju, najljubše so mi Zlobčeve pesmi, ampak iz poznejšega obdobja. Torej, Pavček ne bo iz poznejšega obdobja. Ko sva sama, ko sva čisto sama, ptici izpod hišnega napušča na koralni čeri sredi oceana, ko sva čisto sama, južni sadež v ustih severnega dečka, ko sva čisto sama, gruda žitnih polj cvetlični vazi, ko sva sama, ko sva čisto sama, z varnim ničem vse okoli sebe, vsa brez korenin spomina, brez plodov izkušnje, ko sva sama, ko sva čisto sama. Ko sva še samo drhteč objem, bi mislil, če je misel možna, ko sva sama, ko sva čisto sama sabo, da sem Bog. Če ne bi te tako soživel, zemeljsko te ljubil žena, najpopolnejša od vsega, ko sva sama, ko sva čisto sama. In v stare navade še pesem, ki sem jo zadnjo napisal. Samo beseda sem. Vse bolj postajam že jaz sam beseda. V deročem toku skozi me se pretaka, kot usedlina, pena v meni čaka, da spet bo ptica pevka ali ujeda, vnaprej zgubljeni
večni tekmi s časom, zagostolela, kriknila v tišino minljivosti vso mojo bolečino, strah in pogum in srečo z mojim glasom. Ponosno vzklikam si, saj to sem jaz, beseda, ki oživljajo moj glas, jaz, stvarnik, a kot stari, jezni Bog, ki razočaran ves čas se spotika nad delom svojega duha in rok nergam. Oblika sem, samo oblika, kot vsak, ko si ustvari svoj obraz. Hvala. Vsakdo pred mano in verjetno tudi za mano je za uvod nekaj povedal in če ne bi tudi jaz, bi nekaj manjkalo. In manjka to, da se nisem ubil na stopnicah. Kajti, če bi se, vam ne bi bral, verjetno. Jaz pred ogledalom nem stojim in v tujca pred seboj strmim. Kot da zrem prvič ta obraz, vprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? In trezno pravi mu moj jaz. Jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi. In ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem. Spoznal sem nično klavrno usodo vseh tistih, ki živeli so nekoč in tistih, ki nekoč živeli bodo. Spoznal usodo lastno in nemoč. A rad imam, da dež mi v šipe trka, da žarek sonca leze čez parket, da všeč mi je, ko vidim, da se črka dopleta s črko v smiselnost besed. In rad imam, oprostite, samo pozabil sem, da nimam več 4 oči. Dovolite, da začnem še enkrat. Spoznal sem nično, klavrno usodo vseh tistih, ki živeli so nekoč in tistih, ki nekoč živeli bodo. Spoznal usodo lastno in nemoč. A rad imam, da dež mi v šipe trka, da žarek sonca leze čez parket in všeč mi je, ko vidim, da se črka dopleta s črko v smiselnost besed. In rad imam ljubezni bežne hipe in praznost, ki se porodi iz njih, in zgrbljen list, ki ga zanese v šipe, da škrtne kot pero, ki piše stih. Rad se zaganjam v ničeve opravke, ki mi nameče jih vsak dan. Rad izgovarjam nepomembne stavke, ki zanje vem vnaprej, da so za manj.
Rad sem v nemirnih sapah smet usode, čeprav me včasih je vrtincev strah, če tudi vem, da bom prešel brez škode, kot je zapisano, iz praha v prah. In vino veritas. Pa smo se v gostilni zbrali, stari kavli mladih dni, da ob vinu in ob šali spet veseli bi bili. Dva sta že ležala v jami, pa smo rekli, prav velja, pili bomo torej sami in popili še za dva. Hej, oštir, ti budno pazi, da bo liter zmerom poln. Za začetek v prvi fazi 7 litrov za 5 žon. 15 prvi liter pije, bratec v grobu se smehlja. Ko drug Štefan v glažih sije, se smehljata že oba. Zdaj pa, fantje, konec more, za grobove bo še čas, dajmo zabučale gore in ga pimo še za nas. 5 liter v grla teče, v 2 kozarcih obtiči. En prijatelj jetra reče, drug za čelo se drži. 6 liter je v kozarcih, gore nič več ne buči. Roke velo kot pri starcih, za kozarce se drži. Eden bikarbono išče, ker ga je želodec zvil, drug gre gledat na stranišče, kaj je jedel, kaj je pil. Že nikogar ni pri mizah, v zadnji liter sam mrmram, plačam mirt ti ga v devizah, le popi ga, prosim, sam. So drugi vinskih štori, vse, kar je bilo, je preč. Vsi po vrsti v krematorij, a v mladost nikoli več. Pesem o zvezdah. Vsak človek je zase svet, čuden, svetov in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, se poti je treba na novo začeti. Vsak tiho zori, počasi in z leti, kamor že greš, se poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži, kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže, a včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre, od tega z neba se zvezda ospe. Pesem o Dolenjski. Dolenjska, kraj, kruh, krog, majhne domovine, ki otrok obide, bos vse naokrog. Domovina, vas, vasica, zaselek, govorica človeških lic, kozovcih in sodih pridelek in vračanje ptic. Pa še voz, vol, von, stare slike na zidu, na trdno postavljen dom, pokopališče na hribu. Prostor med temi mejniki, naprej je določen dan. Van se vrnemo, kakor po bridko veliki izkušnji, z romanja ali iz tujine, na svoj poslednji dan. Takrat se mali krog čudno razširi in sam sebi zaključi in ti postaneš kresnica pravečni luči. In še Orfeja pesem. Prišel je
bolj žalosten kot vesel, na ta svet, da bi pel. Prišel je poln upov in praznih rok, na pomladni praznih otrok. Prišel je majcen droben obok in zatrobil srebrni rok. In pesem, nežalostna, čudno mila, si je čez svet potočila, da so prisluhnile v gozdu ptice in strepetale bajalice, da se otajale hude zmrzali na strmi previsni skali, da so obstali hrasti in bori med hojo po temni gori. In so ljudje začudeni, vsak po svoje ugibali, kdo neki to poje. On pa je rekel samo, to ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. Seveda nas najprej zanima, kako je nastala ta znamenita knjiga Pesmih štirih. Takrat ste bili vsi stari okrog 20 let, veliko ste že objavljali po različnih revijah, bili ste prijatelji in ste še danes. In je bilo to tako, da ste se dobili in rekli, dajmo narediti zbirko, ki bo prelomna, ki bo presekala socialnim realizmom, utrdila ponovno intimizem in spet upeljala individualno doživljanje sveta. Kdor je imel največ prstov zraven takrat? Ja, to je imel pa Janez največ, pa Kovič, ne Kovič. Ne, stvari, jaz bom samo en delen odgovor povedal. Namreč tega je 50 let in o nastanku Pesmi štirih je tako približno, kakor v tistem filmu Rashomon, vsak ima približno svoj pogled na to in vsi so pravilni, ne. Glavnem je bilo pa tako, kar se mene tiče, da smo se takrat zbrali pri besedi in potem je tisto jedro, ki je bilo najbolj živo, to se pravi, mi štirje smo ostali, prvotno smo mislili tudi na nek večji almanah, ampak ko smo ostali potem mi in je založba ponudila, da z nami začne novo serijo Feniks, kjer bi lahko išli tudi vsak v enem drobni knjižici, je bilo pa odločitev za skupno knjigo, kot se je izkazalo, pravilna in tudi uspešna. Zanimivo je to, ko je neka založba želela po 10 letih narediti ponatis in ste bili vi proti, čez da ne bo zanimanja, koga pa to še zanima. In ste šele pristali po 35 letih, ne, po letu 53 za ponatis. Ja. Bom čisto takšen, kot mislim, da je bilo. Namreč takoj, ko smo mi, ja, nič ne bo lagal, Tonček. Me boš tako popravil, če bo lagal. Je pa res, da je ta rašamonovska logika in da vsak od nas po svoje. Ampak dejstvo je, ko smo mi izdali to zbirko, je bila po našem lastnem pričakovanju absolutno preveč, to ni nikoli preveč. Veliko bolj odmevna, kot smo kdajkoli pričakovali v svoje mladostne domišljavosti in samozavesti. Ampak za nami so prišli vali drugih, Veno Tauffer z moderno poezijo, potem Dane Zajc, in seveda z njimi je prišla tudi cela vojska kritikov, ki so hoteli uveljaviti nova imena, nove tokove, namreč niso še dojeli nečesa, kar se je dogajalo. Jaz pravim, da je ena naših največjih zaslug, če smem tako reči, s to zbirko, ki ni zasluga, ker je nastala mimo naših načrtov, je to, da za nami so prišle drugačne poetike, drugačni pesniki. In mnogi kritiki so rekli, zdaj so pa te prve pokopane, zdaj je ta. Pokazalo se je, da kljub temu, da so prihajale nove, povsem drugačne, nismo nekako umrli in ne izumrli. Namreč kaj je bilo to? To je bil prvi dokaz družbe in literature pa umetnosti, da stopa v pluralnost.
nov tok, nova poetika ni zadušila prejšnje, ampak sta namesto ene same, ko smo bili navajeni prej, rekli ste socrealizem, nenadoma sta 2, 3, 4, zmeraj več. Če vzamete samo to dejstvo, da kot piše Mendalevca, da je naša zbirka padla v prostor 2-letne tišine, da je nobene zbirke, danes jih pa zide 200 na leto. To se pravi neprimerljiv demokratizem, pluralizem, kar hočete. No in prva leta mi smo rekli, dobro, če trdijo, da smo mi že preseženi, nema smisla jeti s ponatisom, ker bodo spet zagnali vik in krik, poglej, še hoče biti. Bolje bi pa pritisk tako silovit in povpraševanje po knjige, da smo rekli, ja pa ne bo, no. In morate priznati, da smo bili zelo strpni, namesto ob 10-letnici, ki so nam ponujile založbe, smo z drugo izdajo prišli šele ob 35-letnici. Torej tako potrpežljivih pesnikov danes ni več med Slovenci. No, se pravi, da ste dokazali, da ni samo ena pot prava, ampak da je zelo veliko pravih poti. Ampak ko so vam pa takrat, ste vsi v knjigi odgovarjali na vprašanje, kaj in čemu poezija. In vsi vaši odgovori so podobni, da je to skrivnost, nekaj neizgovorljivega. In zdaj me zanima, če ste po 50 letih bolj pametni in lahko kot izstopa poveste definicijo, kaj je to poezija. Takrat smo v knjižico, vsak je napisal par stavkov, zelo čim krajših, kaj naj bi bila poezija, vsaj zanj. No in tako jaz zase sem, moram reči, da sem takrat tako odgovoril, kot bi še danes. Mogoče bi kakšno besedo spremenil, naredil manj donečo ali pa patetično. In drugače pa bi se, da sem bistvo zadev, saj jaz za sebe in za svoj način pisanja. In sicer to, da je, da tisto, da jasnost in besedna preciznost nista, ko bi rekel, nekaj slabega, nekaj škodljivega v poeziji, kot so modernisti začeli govoriti, da te oklepa pa tako naprej, ampak ravno obratno. Jaz sem se potem zmerom trudil, da bi čim bolj točno povedal svojo misel o tisti stvari, o kateri sem govoril, in na ta način dosegel tisto, kar sem res hotel povedati, najglobjo, ko bi rekel, misel misli. In zaradi tega se mi je zdelo, da je kvaliteta poezije tudi v tem, da je dostopna ljudem in sicer ne samo to, ampak da je tem boljša, čim bolj je dostopna, čim bolj je jasna, čim bolj je to vse urejeno. Drugače sem pa mislil, sam še pol stavka, sem bil malo dolg, drugače sem pa mislil to, da je, da se je nitka utrgala. Moram reči, da je to najboljša definicija. Ko si ti utrgan nitka, ampak zvežeš, potem preskoči iskra na nekaj, česar prej ni bilo in ujame spet tisti kanček poeziji.
To je zame, jaz sem tam definiral vse mogoče, sem človekov v tem, da vsak človek po svoje poje in da je vsak pesnik, kar mislim še zdaj. Jaz v vsakem človeku iščem neko sveto, neko božje in pesniško. Zdi se mi, da je lahko v vsakem človeku to. Čeprav mislim, da je temelj poezije je odkrivanje skrivnosti. Skrivnosti v tebi samem in v svetu. In kot pravijo, in mislim tudi sam, do skrivnosti prideš, če si čistega srca. In pesmi ne moreš brez te odprtosti, brez te čistosti ne pisati, ne dojeti, ne iti za njo, je ne moreš zagrabiti, ni tvoja. Če si tak, si ti odpre, pride, potrka in pravi, taka sem, napiši me. In jo napišeš. Ja, in zato se nitka med vsemi vami, med vami in bralci ni nikoli pretrgala. Prosim. Ja, da še mi dva izpovema poetiko, namreč, ker ste poslušali poezijo, če niste tam videli razliki, boste zdaj, jaz bi sem mislil tako hudobno, pa če se viš, da mi dva rada izmenjujeva, tudi hudobijo med sabo. Sem hotel vprašati Sašo. Ne meni, ampak sem hotel reči Sašo, a se res tako zmeran dobrega, čistega srčka, kot si zdaj, ker pišeš... da boš v tem sprašval. Poezijo vem, da piše zmeran, pa si zmeran krasen. Ne, si fajn fant. Mi se to, danes ne vem, kdo je rekel v intervjuju, da malo prepira je tudi dobrega, ne? A si ti rekel? Aha, ja, da je zdrav, malo prepira, da je zdravega, ja? Aha, no, vse. No, zdaj, poglejte, resnično, tu dva sta že povedala, dva še bova, je to, kar sem jaz na začetku rekel, da je to polifonične, pa kvartet, karkoli. Jaz mislim, da je ena od težav tudi današnje poezije, če sem malo polemičen, to, da se preveč odziva na teorijo o poeziji, da nekatere generacije so tudi bile žrtvovane zaradi tega, ker so poslušale kritike, kaj je poezija. Za poezijo mora vsak zase vedeti, kaj je zanj poezija. In sicer celo za vsako pesem znova se prepustiti, da prisluhne sebi, kako jo bo oblikoval. Ker če bi bilo tako preprosto, bi lahko najboljši kritik pisal tudi najboljše pesmi. Spominjam se pokojnega Josipa Vidmarja, ki je rekel ob 95-letnici, ko smo ga proslavljali, pa so rekli, da je največji in tako naprej vseh časov, je rekel, dajte eno mir, a veste, da bi kakšen kritik preživel najbolj zanikrnega pesnika, pa če je eno samo pesem dobro napisal. Torej, to je nekaj nelogičnega. Tako pride, ne pride. Nekdo me je enkrat rekel na nekem literarnem večeru, mislim, da je v Ormožu, bral sem same ljubezenske pesmi, ki je bilo večina žensk. In pol je bil pogovor s publiko, pa se dvigne eden mojih let, pa pravi, gospod Zlobec, pa kako, da vi v teh letih pišete ljubezenske pesmi? Jaz sem rekel, vidite, to je skrivnost poezije. Jaz sem vam bral ljubezenske pesmi in vsi ste poslušali kot prmaši. Če bi vi, gospod, prišli na oder, pa vi o svoji ljubezni govorili, bi se vsi režali na vse grlo. To je ta razlika med poezijo in med vsakdanjo govorico. No, in tako je tudi, mislim, da mi, dokler pišemo pesmi, se tudi sprašujemo, kaj je poezija. Tako, kot se sprašujemo, kaj je ljubezen, da včasih naše žene se tudi malo razburijo, pravi, po tolikih letih pa bi že moral vedeti. Ja, jaz ne vem, koliko se spomnite, kaj sem jaz takrat napisal. Jaz ostajam absolutno pri tem, kar sem takrat napisal. Edino kot stilistični pikolovec bi v zadnjem stavku spremenil besedni red. In sicer sem takrat napisal, morda je to tudi odgovor, danes bi napisal, morda je tudi to odgovor. Aha, to je več odgovor.
Ampak jaz se pa spomnim, kako je v enem intervjuju Kaja Tanković rekel, da se pesem ne piše enostavno tako, da se postavi pravo besedo na pravo mesto. Ja, en kritik je rekel, da je to zelo preprosto in poenostavljeno povedano in da se mu to zdi prelahko. Ampak naj samo vsak poskusi, kako to gre. To se pravi, če to narediš, potem je stvar popolnoma v redu, samo to je zelo težko in nikakor ni enostavno. Rad samo en stavek povedal, namreč nitko sem našel. Vse zašil, se zavirali. Ponudil mi jo je Kajetan, kako je govoril o šivanju in moje mnenje je, da to sem res hotel povedati, da moje mnenje je, da pesmi so lahko take ali drugačne, vendar morajo biti brezhibno napisane. Ne more biti tramvaj, ki vozi po treh, ali pa vlak, ki vozi po treh tirih. Ne more. Tisto more klapati. Tako jaz za tem stojim in seveda to me potem velikokrat obdolžujejo, da sem hlamfač pa tako. Jaz mislim, da vsaka stvar, ki jo delamo, ne samo v literaturi, povsod, mora biti predvsem strokovno v redu, če je pa še kaj več, pol je pa lahko tudi umetnost, če gre za umetnost. Ali na drugih področjih pa druge stvari. No, eno samo besedo k temu. Pisanje pesmi je delo. V tem je, spominjam se verza v Marini Cvetajevi, pravi: o moja pisalna miza, ti moj zaveznik, tisk, sem s tabo pregarala in proučevala in se mučila in zato, da sva skupaj prišla do pravega zvena, do besede, do metafore, do vsega. To je, iščeš ko nor tisto pravo besedo, za katero točno veš, da mora biti na tistem mestu in je ne najdeš. In je mine ura, mine dan, lahko minejo dnevi, pesem gre, pride nazaj in pride tudi tista beseda. Pride, se zaiskri in si radosten, ker si radobeseden. Ampak gospod Menard, tako kot ste rekli, nekoč ste pa rekli v zvezi s prevajanjem, da je boljše imeti prevode dobrih pesnikov, dobre prevode, kot pa recimo slabe originale. Ampak vi ste pisali dobro poezijo in vsi ste zelo veliko prevajali in sicer vsak iz svojega jezikovnega področja. Vsak od vas ima opus približno 100 knjig svoje poezije in prevedene, ampak ker so ta območja tako razdeljena, vzbuja sum, da ste to počeli sistematično. Je to res? Stvar je bila taka. Ko smo takratno mladinsko besedo, to je bila revija, z nekakšnim jurišem zavzeli, smo postali mi gospodarji tistega podjetja, da tako rečem. In potem smo nekako večkrat opazili, da pravzaprav, zlasti še ko je Kos pozneje delal, ta doktor Kos delal intervju, tele antologije, da Slovenci nimamo tujih prevodov. Imeli smo nekaj malega Goetheja, malo Heineja, Puškina je bilo še ne več in to je bilo vse. In mi smo takrat, to je bilo leta
48, kaj takega. In smo se takrat resno zmenili, da mora biti v vsaki številki revije en predstavitev nekega tujega pesnika. In tega smo se potem držali. Začeli smo pa tako, kot mislim, kot je kdo znal jezike. Vi ste znali kar 10. Prosim? Vi ste 10 jezikov prevajali celo lahko. Ja, več, ampak pozneje. No in iz tistega je potem je bilo, Pavček je rusko znal kolikor toliko. Pa češko, ne? Češko, potem Kajtan je znal kar sorazmerno dobro. Nemško, ker je bil pod okupacijo. Čiro, Zlobec je bil v internatu, naj bi postal misionar. Internatu. Kaj? Internatu najprej. Ja, v internatu. In pol internacijo, oboje je bilo. A sem internacija rekel. Ja, najprej internatu, potem. Ja. No, tako in zdaj vsakdo je nekaj znal. Pa smo še eni drugi so bili, ki so potem nehali. In to se je potem počasno nabralo in če danes pogledate, predvsem smo pa na nek način navadili ali izsilili iz vseh prevajalcev, vseh pesnikov, ki so za kakšno rabo, da tudi prevajajo. Mislim, ki znajo, nekatere imate, ki ne znajo. Ne znajo. Jaz dobim, oprostite, to je malo poravnava kakšnega majhnega dolga, ki ga bom povedal, ampak... Nomen asunto Dios recimin. Samo priimke. No, in je tale... Sem dobil, ko sem živel še od prevajanja pa takih reči, sem dobil eno knjigo, roman, kjer piše rokopis, pa da bi naprej prevajal. Pa piše tam, to so pa verzi, tega pa jaz ne bom delal, to pa naj naredi nekdo drug. In to je bil Šalamun. On preprosto ni bil sposoben tistih verzov prevesti. Ali pa se mu ni dalo. Ali pa se mu dalo, ampak jih je bilo precej. Ja, klasični verzi. Tako da so take reči. Ampak kljub temu, to bi pa gospoda Kovič vprašala, je pomembno, da pesnik prevaja pesnika. In zanima me tudi, kakšne so pa vaše izkušnje s prevajalci, ko vas prevajajo v tuje jezike? Ja, najbolj sem srečen, če me prevedejo v kakšen jezik, ki ga ne razumem, ker potem ne morem nič slabega reči o tem. No, je pa res, da so različne šole prevajanja, recimo ruska je podobna kakor naša, ki prevajajo vse v rimah, v ritmu in tako dalje, medtem ko Francozi rime marsikdaj izpuščajo in to se je tudi Nemcev prijelo, čeprav so oni tudi recimo imeli to varianto, da so v glavnem prevajali tako, kakor je v originalu. Jaz mislim predvsem to, da mora biti pesem, ki je prevedena v ciljni jezik, to se pravi v tisti jezik, v katerega prevajaš, ponovno pesem. Tisti, ki znajo originalni jezik, lahko to preberejo v originalu. Tisti, ki pa originalnega jezika ne znajo, jih nič ne zanima nek lingvistični prevod. Oni hočejo prebrati pesem. In to je to, zato naj pesniki prevajajo, lingvisti lahko naredijo tisti
prevod recimo tudi iz jezikov, ki ga pesnik mogoče ne obvlada. Jaz imam tukaj velike izkušnje z madžarsko poezijo, kjer sem delal z prijateljem Hradilom jezikovno in potem jaz recimo čez pesniško, to se pravi prevod in prepesnitev, to gre, ampak seveda pesem mora biti v ciljnem jeziku, spet pesem, ne samo posnetek lingvistični tistega, kar je bilo v originalu. Ja, o isti temi anekdoto, ki tudi veliko pove. Ko sem prevajal velikega italijanskega pesnika, tudi evropskega Ungaretija, in sem imel vse prevedeno, on je pa hermetičen, to se pravi zaprt, skrivnosten in marsikaj ni čisto jasno. In sem šel v Rim, tudi za druge stvari, in sem rekel, zakaj ne bi stopil do njega in ga povprašal za tista dvomljiva mesta. No in grem k njemu in sem rekel, poslušajte, jaz vas tako prevajam in tako naprej. Ja, je rekel, imate težave? Ja, sem rekel, kar predvsej. No, je rekel, kje pa? Jaz sem imel vse zabeleženo in pravi, veste kaj, najprej mi preberite pesem v vašem jeziku. In jaz preberem, on se malo zamisli, pa kaj vas moti, je rekel. Ja, sem rekel, mene neč, ampak bojim se, da ni kaj v redu, pa kaj vam ni prav, je rekel. Pa sem jaz, že to ne vem, kaj je to, ker je beseda stala sama zase, imela pa kaj se 10 pomenov, Je rekel, veste kaj, točno to, kar je rekel, kaj je tam. Pesen mora biti pesen. Če to je vse drugo popolnoma nepomembno. Pravi, a mislite, da jaz vem, kaj sem tiskrat mislil, ko sem jo pisal pred 60 leti. Je rekel, če se vam zdi, jaz vam dam absolutno kar doške, kar objavite. To je dejansko to res. Gospod, kakšne so pa vaše izkušnje z rusko poezijo, ki ste pa prevajali iz tega področja? Ja, moram reči, da sem hvaležen Janezu Menardu, ki mi je mladeniča spodbodel, da sem začel ruse prevajati. Prva anekdota je bila, ko sem jesenina začel in enkrat, ko sem delal slučajno pri Ljudski pravici, smo imeli otroško prilogo in sem bral Puškina, tisto pravljico o zlati ribici in sem jo ruknil v slovenščino in drugi dan je išla v tistem na otroški strani. In se dobil grozljivo pismo od znamenitega prevajalca iz ruščine, Pavček, kaj pa vi mislite, Puškin, Lermontov, Jesenin in ostali so moji, vi prevajajte Nekrasova. Nekrasov niti meni ni bil lep, Nekrasen. In potem sem šel in sem seveda prevajal Jesenina in meni je bil to takrat izredno blizu. Njemu je pelo samo njegova rjazanska polja tam pod Moskvo, so mnogo bolj široka in mnogo lepše valovi šjenica kot pa pri nas na Dolenjskem. Ampak malo tega je le bilo in kavarne ljubljanske so bile seveda, niso bili kakšne zapite krčme in take kot je on pisal v ruskih tistih kabaki, o kabakih, ampak meni je bilo to blizu in mi je bil po duši. Po duši mi je bil tako, da sem takrat v hipu in neverjetno lepa anekdota, ki smo z Janezem skupaj, ko je za neko obletnico oktobrske revolucije Jesenin išel, poleg Majakovskega je urednik Cene Vipotnik odrinil tudi meni, mulcu, začetniku, tak honorar kot Albrechtu in veličinam pred nami. In Janez je rekel, ki je bil vedno skrben, je rekel, Tonček, tega honorarja je pa toliko, da ga ne bomo zapila, je pa treba kaj kupiti. In smo kupila radio in spodnje hlače tudi. No, ampak ti pesniki si niso razdelili samo tujega ozemlja, ampak tudi domovino, s peresom seveda. Tako da Pavčko poznamo po tem, da je prepojen z Dolenjskom, tudi eseje ste pisali o njej, Ciril Zlobec o Krasu
in Kajtankovič, Štajerska, Prekmurje. To so seveda pokrajine otroštva. Edino vi, gospod Janez Menart, se mi zdi, da ste ostali brez svojega ozemlja. To se večkrat zgodi, ampak stvar je bila v tem, da sem imel izredno srečo. Bil sem 1 leto premlad, da bi me vzeli v vojsko v domobranci ali pa partizani, in 1 leto prestar, da bi me vzeli. Mislim, ravno tako, ne? Tako da sem potem lahko v tistem času sorazmerno mirno pisal, in ker sem v internatu sem bil brez staršev in tako, in sem pol tisto mirno pisal in nikogar, jasno, ker jih je drugo življenje zanimalo, vsakdanje je bilo treba pač kruh pa take zadeve, se nihče ni zanimal za mene, zame. In zaradi tega sem jaz lepo sam po svoje torej pisal, kot se mi je zdelo najboljše, ne? In koliko sem pač poznal tisto majhno področje poezije, ne? Bolj slovenske kot tuje. Ker tudi tisto, ko včasih, to bi pa res enkrat mimogrede povedal, da tisto, ko pišejo, ko je bil star 7, recimo za kakšnega Murna, ne, ko je bil star 17 let, 18 let, je prebiral Kalcova. Kaj je pa revež znal, on bo ukrajinsko. Ni, ne, to hočem reči, da se včasih malo zmislijo, ne. Ja, in torej jaz tudi bi, sem 18 let star bil, sem prevajal Shakespearea, 17-18 let. Jasno, da nisi znal angleške pa. Ampak važno je, da sem ga premlel, da sem vedel, zakaj gre, in potem iz tega naredil pač kruh z marmelado. Niste pisali samo pesmi, ampak tudi prozo, romane, eseje. No, to me zdaj zanima, pravzaprav bom nekaj drugega vprašala. In sicer, kako to, da ste toliko let ostali prijatelji? Verjetno zato, ker se niste nikoli pogovarjali o politiki. Tudi seveda. Jaz sem celo zašel v politiko, ne? Oziroma so me zvabili v politiko. Mislim, da je bilo naključje, čisto golo naključje, morda prav v tem, da smo na določene ravni vsi hoteli imeti to svobodo ustvarjanja, da vsak piše tako, kot hoče, in da je to prvi zakon vsakršnega umetniškega ali pa stvarjanja, ki ima ambicijo, da bi bila umetnost. Po druge strani smo pa ugotovili takoj na začetku, da smo vsi zelo različni. In po moji oceni smo tudi rasli sorazmerno enakomerno. Tudi če vzamemo te zunanje dokaze zrelosti in dozorevanja, vsi smo približno v istem ritmu izdajali zbirke, prevode, dobivali nagrade, priznanja in tako naprej. Ni bilo nobenega razloga, da bi dobili kompleks rangiranja, ta je prvi, ta je drugi, ta je tretji. Čeprav kritika je tudi to počela, ne? Mislim, normalno, ne? In tudi gotovo so marsikdo, mislim, publiki, ne? Ko smo brali. Nekje je nekdo bil bliže, drugi in to smo gotovili, da nihče med nami nikomu ne spodmika tav pod nogami. Pa nismo razmišljali o tem, čutili smo. In ko se je enkrat to utrdilo v tistih letih zorenja, potem je postala neka logika in preko način življenja. Tako da danes se lahko karkoli rečemo, si lahko, ne vem kaj,
tudi kakšno tako ostro, ampak vemo, prijatelj je prijatelj in prijatelj šele ti skrat, ko ga sprejemaš tudi z vsemi njegovimi napakami. In mi za svoje ne vemo, drug o drugem pa vemo, ampak jih sprejemamo z ljubeznijo. Ja, za vse vas je značilno veliko veselje do življenja, kar ni tipično slovensko, ampak vseeno me zanima naslov ene vaše knjige, ker so politični eseji, je Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko. A vas je kdaj vseeno prijelo, da bi ta stavek obrnili, ker politiki se pač marsikaj dogajalo? Recimo, ni lepo biti Slovenec, je pa lahko. Veste kaj, jaz sem imel to srečo, da sem bil vsaj na tem področju dovolj pameten, da me je zanimalo, kako se politika obnaša, domača in tuja, in zato sem gledal z velikim zanimanjem, kako ljudje, ki so prišli v politiko, nenadoma čez noč so imeli občutek, da so božji izvoljenci. In katastrofa, ko so nehali biti politiki. Jaz sem pa opazoval politiko znotraj in sem se smehljal. In sem vedel, ko ne bom več politike, je ni ne politika zame in ne mene v politiki. To se mi zdi popolnoma normalno. In v politiki je pa ta metamorfoza. Poglejte, vsak, vzemimo ministra, je danes za pravosodje, drug dan je drug mandat za kmetijstvo, potem za obrambo, vse si. Ampak to ni škodilo, da si vse, ker tvoji sodelavci pa morali na vse se spoznati. Ampak on je prepričan, da se na vse spozna. In mene je to zabavalo, zelo zabavalo. Kar se tiče pa to, da je težko biti Slovenec, pa lepo, to sem pa doživel nekako na mednarodnih srečanjih. Bil sem na enem velikem takem srečanju v Budimpešti, cele Evrope, pa še Amerika, pa Kanada, in so se tam tudi še v stare Jugoslaviji neizmerno zmerjali med seboj Rusi pa Američani. Rusi so očitali Američanom, da so zatrli in genocidno uničili Indijance, Američani Rusom, da so vse najboljše pisatelje pozaprli v norišnice. In seveda kamere brnele, vse tam pisali kot nore, izjemno zanimanje. Na najnižjem nivoju sta se zmerjala. In pol jaz pridem na vrsto in kamere ugasnejo, polovico novinarjev gre ven, no, sem rekel, lepa reč, preden sem odprl usta, ne? Pa sem rekel, trenutek prosim, ne? Vsi so vstali, kaj pa zdaj? Sem rekel, poslušali ste dva debaterja zelo na nizkem nivoju, se upam reči. Ampak ker sta bila Rus in Američan, ste vsi zanimanjem poslušali. Zdaj pa, ker ne veste, kdo je slovenski pesnik, pa hočete ven. Kar pejte. Vsi so se vrnili in poslušali. Ne? Hoče reči, težko je komunicirati zunaj Slovenije, če si predstavnik majhnega naroda. Zelo težko. Neizmerno težje je pa znotraj Slovencev, ker če je kaj, je temeljna lastnost slovenskega naroda in posameznika, da se 99% primerov, pa vzemite od parlamenta do stroke, afirmirajo per negacionem. Ne bom rekel, da se je pameten, ampak da se ti neumen. Ne? In zato je lepo Slovenec, ker pogledajte, če bi v Rimu rimski pesnik imel tako dvoranco kot tukaj, bi se topil od sreče. Mi to dosežemo v Slovenci. A ni to lepo? Drugače pa težko. Dobro, lahko. Pogovor se počasi bliža koncu, pa bi mogoče še vas, gospod Pavčuk, vprašala, vaši zadnji pesniški zbirki je naslov Upočasnitev, se pravi zdaj, ko ni več te dirke za vsakdanjim kruhkom, o katerem je pisal Janez Menard, kako izgleda življenje, je zaradi tega mogoče celo bolj polno? Upočasnitve so seveda v naslovu upočasnitve, sam se pa nisem kaj veliko upočasnil. Lovim in hitim za verzom, za lepoto, za pokrajino, za rožami, za pticami in moram reči, da v tem ni samo
ta gonski ali pa mišljenjski, da je ozmerjam tudi nekaj skrivnostnega, da ni samo zemeljsko, da je tudi nebesko. In čim je nekaj te erotike v tem, je posvečenost in potem greš malo hitreje in greš malo odtal in je vse lepo in prav. Upočasnitve so bile prihod v neki večer in moram reči, da tam, ko sem prišel ta večer, sem ugotovil, da je večer neskončno lep. In da je ta večerna svetloba, ki ti ozarja še obraz, vse drugo je pa že v senci, je tista, ki te dviguje in prihaja zahvala in si tako v tisti svetlobi kot neki sredi žita in kličeš proti nebu hvala. Hvala tudi vam. Še preden se poslovimo, gremo od tal z glasbom. Ni treba poudarjati, zakaj sem jaz vstal, kot je rekel nekoč davne pokojni Filip Kombatovič, neverjetno, Zlobec je pa še zmerom najstarejši kot pri izidu pesme 4. Ob takem večeru je nemogoče biti neolikan, vsaj do tiste mere, da bi se zahvalil v imenu 4 pesnikov, obeh glasbenikov, naše duhovite in razpoložene moderatorke in predvsem seveda zaradi publike. Jaz pogosto rečem, ni problem dobiti pesnike za nastop kjerkoli. Zelo težko, in to govorim zelo resno, pa je dobiti ustrezno publiko, ki je dovolj stimulativna za nastopajoče in hkrati, da ko izreš obraz, vidiš, da jih res zanima in da so prišli zaradi tega na takšen dan. Zahvalil bi se tudi založbi, ki je vsaj nas vse zelo presenetila. Pač ponudili so to 5. izdajo in mi so rekli v redu, potem so pa stopnjevali oblike, pa reprint, pa miniaturko, če ste se ogledali, pravi biserček tudi po lepoti. Plakate, skratka, gospa, ki je, gospa Julija, ne vem, se je skrila, gospa Julija je, tam me maha z roko, ja, je zelo skrbno animirala medije in mediji so se zelo lepo odzvali, zdaj so same prijazne stvari so napisali, lahko se zgodi, kot je Kovič nekaj namignil v intervjuju, da pride tudi do rahlega žretja, da bo kakšen koga obžrl, ampak dejstvo je tukaj, da bistvo vsakega pesnika, pa tudi nas po vsej verjetnosti, je to, da smo po ene strani izjemno, bi rekel, patološko samozavestni, da smo sposobni, da opravljamo ta posel, ki ga opravljamo. Hkrati pa, in to je tisti čar, ki nas sili, da pišemo, tudi ves čas v dvomu, ali je res to, kar pišemo, tisto, kar bi radi napisali. Zato takšen večer, kot je današnji, je prav gotovo spodbuda tudi za nas in naša hvaležnost do vas je resnično iskrena, občutena in dokler bomo teptali to Bogo slovensko zemljico, bo ostal ta spomin na ta večer tudi živ v nas. Križem svet gre do stopinje, križem svet gazi po snegu, Bog ve, kdo je šel pred mano, Bog ve, kdo za mano gre. Vse poti so večno stare, vse gredo nasproti smrti, vsem je na začetku rojstvo, vsak korak je večno nov. Križem svet gre do stopinje, križem svet gazi po snegu,
ena izmed njih je moja, na njo pada sneg.